ekološki aktivist. Vključen je bil v ekološko gibanje Šaleške doline, pa tudi kot politik. Med drugim je bil vodja sekretariata za okolje in prostor na nekdanji občini Velenje. Predvsem pa je literarni ustvarjalec in uveljavljen slovenski prozaist. Rok Poles, arhitekt, ki živi in dela v Šaleški dolini. Sama bi dodala vsaj še dva podatka, mogoče za najmlajšo publiko. Je avtor knjige Velenje, sprehod skozi mesto moderne in pa projektant prireditvenega prostora, ki se pravzaprav trenutno začenja graditi v jezeru. Daniela Prišnik, arheologinja, ki je svojo poklicno pot pričela na muzeju Velenje, jo potem nadaljevala na Centru za srednjeveške študije Univerze v Ljubljani, trenutno pa konzervatorska svetnica na Zavodu za varstvo kulturne dediščine in sicer na območni enoti v Celju, ki jo že 14. leto tudi vodi. Je pa predvsem soustvarjalka... Prosim? Od leta 14. Bistveno krajše. Ja. Se upravičujem. Je soustvarjalka projekta Paviljon za prezentacijo arheologije na glavnem trgu v Celju, projekt, ki je dobil evropsko nagrado European Heritage Award Europa Nostra 2019. Za konzervatorski doprinos k temu istemu projektu je prejela Sceletovo nagrado. Skupino, pravzaprav za isti projekt, pa je prejemnica priznanja Slovenskega arheološkega društva. Zadnjih 10 let tudi predsednica strokovne komisije za arheološke raziskave na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Iztok Mori je magister civilnega in gospodarskega prava, pri tem pa je vrsto let delal na policiji. Je direktor občinske uprave Mestne občine Velenje in prihaja iz Slovenj Gradca. Darja Matjašec je krajinska arhitektka, docentka na oddelku za krajinsko arhitekturo Univerze v Ljubljani. Pri tem je 15 let delovala na Ljubljanskem urbanističnem zavodu, nazadnje kot vodja oddelka. Dela na področju strateškega prostorskega planiranja, na lokalnem in državnem nivoju, urbanističnega načrtovanja in projektiranja. Na javnih natečajih je prejela številne nagrade in priznanja, nominirana pa je bila tudi za Plečnikovo medaljo, Fabjanjevo nagrado in Evropsko urbanistično nagrado. Je aktivna članica Društva krajinskih arhitektov Slovenije in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, med drugim je bila dolga leta komisarka za javne natečaje. V kontekstu današnjega pogovora pa je pomembno izpostaviti, da je bila predsednica urbanističnega sveta neodvisnega strokovnega posvetovalnega telesa župana Škofje Loke. Mateja Neža Sitar, umetnostna zgodovinarka, se je usmerila v konzervatorstvo in v svoji doktorski dizertaciji, za katero je prejela stanovsko nagrado Mirka Šubica, Društva restauratorjev Slovenije 2017, obravnavala tehnično umetnostno zgodovino. Obravnavala torej interdisciplinarnost v spomeniško-varstvenem delu, še posebej pa strokovni stik med umetnostnim zgodovinarjem in restauratorjem. Sprva zaposlena na restauratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Ljubljani, trenutno živi v Mariboru in dela na tamkajšnji območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine, trenutno predvsem kot urednica. Gregor Bojnič je Velenjčan, arhitekt, ki se je šolal na Ljubljanski fakulteti za arhitekturo, pooblaščen arhitekt z 22 let delovne dobe. Dom in pisarno ima v Velenju, projektira pa večinoma v Savinjski dolini. V zadnjem obdobju se ukvarja predvsem s prenovami stavb, gradnjo manjših montažnih začasnih objektov, po vsej Sloveniji pa načrtuje in gradi zavetišča za rešene rejne živali. Tina Trampuš, krajinska arhitektka, višja naravovarstvena svetovalka, ki dela na